Dragi prijatelji, gospe, seveda najprej, in bratje, sestre, bratje, lepo in prisrčno pozdravljeni na tem našem grajskem vrtu pod Ljubljanskim gradom. V Edenskem vrtu je nekdo napisal, ki nas torej spominja na tisti res pravi rajski vrt, ki ga je Bog dal Adamu in Evi za posest in potem, ker nista bila zvesta Bogu, sta morala ta raj zapustiti. No, mi smo torej tukaj s Gospodom pri svetih skrivnostih, ki jih bomo obhajali, da bomo si izprosili zdrave pameti. Danes je velik praznik. In res hvala tudi za ta dan, da ste prišli, da bomo skupaj obhajali, torej tretji največji praznik v cerkvenem letu, ker današnji dan, današnje binkošti dopolnjujejo praznik Velike noči. Tako, da bomo danes res obhajali Veliko noč in binkošti, torej velikonočni čas skupaj. Torej, hvala za vašo navzočnost. Prošnje smo tudi s sabo prinesli. Marijo imamo tudi med seboj. Smo v mesecu Majniku, šmarničnem mesecu, ko bomo jutri obhajali slovesni praznik Marije, Matere Cerkve, binkoštni ponedeljek. Veste, da je zadnjih 30 let praznik Marije, Matere Cerkve, zato sem jo dal tudi na to mizo, da bo med nami in to Fatimska Marija, ki je še posebej godovala ta mesec 13. maja, ko imamo spomin Fatimske Matere Božje. S seboj smo prinesli tudi svoje prijatelje, vse tiste, s kateri smo povezani, tako ali tako, po takih in takih vezeh, naj bodo z nami, naj bodo del nas in jih bomo polagali tu pred Kristusa in pred Marijo. Zdaj pa ena dolžnost je še, da uredimo svoje odnose notranje, duhovne. Z Bogom, pa sami s seboj, pa tudi s našimi bližnjimi. Obžalujmo. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame, Boga, nebeškega Očeta. Usmili se nas vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje, da bomo poslušali Božjo besedo. Prvo berilo. Berilo iz apostolskih del. Ko je prišel binkoštni dan, so bili vsi zbrani na istem kraju. Nenadoma je nastal z neba šum, kot bi se bližal silovit vihar, in napolnil vso hišo, kjer so se zadrževali. Prikazali so se jim jeziki, podobni plamenom, ki so se razdelili in nad vsakim je obstal po eden. Vsi so bili napolnjeni Svetim Duhom in začeli so govoriti o tujih jezikih, kakor jim je Duh dajal izgovarjati. V Jeruzalemu so tedaj prebivali ljudje, ubožni možje iz vseh narodov pod nebom.
Ko se je razširil glas o tem, se je zbrala množica ljudi. Vsi so bili vsi iz sebe, ker jih je vsak poslišal govoriti v svojem jeziku. Strmeli so, se čudili in govorili: Glejte, ali niso vsi ti, ki govorijo Galilejci? Kako, da jih slišimo vsak v svojem maternem jeziku? Parti, Medici, Elamci in tisti, ki prebivamo v Mezopotamiji, Judeji in Kapadokiji, v Pontu in Aziji, v Frigiji in Pamfiliji, v Egiptu in v libijskih kraju blizu Cirene in mi iz Rima, ki se zdaj nudimo tukaj, Judje in spreobrnjenci, Grečani in Arabci, vsi jih slišimo, kako v naših jezikih oznanjajo velika Božja dela. To je Božja beseda. Bogu hvala. Berilo iz pisma apostola Pavla Galančeva. Bratje in sestre, živite v duhu in nikar ne strezite po željenju mesu, kajti meso si želi, kar je zoper duha, duh pa, kar je zoper meso. Ta dva si namreč nasprotujeta, da ne bi delala tega, kar hočete. Toda, če se daste voditi duhu, niste pod postavo. Sicer pa so dela mesa očitna. To so nečistovanje, nesramnost, razuzdanost, malikovanje, čaranje, sovraštvo, trepeljivost, ljubosumnost, jeza, časihlepnost, razprtije in strankarstvo. Nevošljivi, pijančevanja, žaletja in kar je še takega. Glede tega vas naprej opominjam, kako sem že vas opomnil, tisti, ki počenjajo takšne stvari, ne bodo podedovali Božjega kraljevstva. Sad svetega duha pa je ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost in zvestoba, krotkost, samovladanje. Zoper te stvari ni postave. Tisti, ki pripadajo Jezusu Kristusu, so križali svoje meso s strastmi in poželenjem vred. Če živimo po duhu, tudi delamo po duhu. Poslušali smo Božjo besedo. Bogu hvala. Pridi, sveti duh, iz nebes na nas razli svoje luči svetli si. Pridi, Oče revežen, ki deliš darove vsem, pridi s srcem svetla luč. Ti olajšaj nam bridkost, ti si dušam sladkih vost, ti jih sladko poživiš. V hudem trudu si nam mir, v vročem dnevu hladen vir in tolažba v žalosti. O, ti luč preblažena, daj razsvetli srca vsa za svetih, zvestih svojih vernikov. Saj brez tvoje milosti človek poln je bednosti, krivdi ne izogne se. Duši madeže izmi, kar je suho spet zali, in ozdravi rane vse. Upogni, kar upira se, vse ogrej, kar mrzlo je, vodi vse, ki so zašli. In sedmero vlidarov v duše svojih vernikov, saj ti vsem zaupajo. Za krepost plačilo daj, srečno smrt in sveti raj, v njem veselje vekomaj. Aleluja. Aleluja, aleluja, aleluja. Pridi, sveti duh, napolni srca svojih vernih in ožgi v njih ogenj svoje ljubezni. Aleluja, aleluja, aleluja.
Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Janezu. Tisti čas je Jezus rekel svojim učencem: ko pride to lažnik, ki vam ga bom poslal od očeta, duh resnice, ki izhaja od očeta, bo on pričeval o meni. In tudi vi pričujte, ker ste od začetka z menoj. Še veliko vam imam povedati, a zdaj tega ne bi prenesli. Ko pa pride on, duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril samo od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodne reči. Poveličal me bo, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal. Vse, kar ima oče, je moje. Zato sem vam rekel, iz mojega jemlje in vam bo oznanjal. To je Kristusov evangelij. Sete se. Da naredimo malo refleksije na ta trojna branja, na to prvo berilo, ki nam najprej poroča, bolj novinarsko bi rekli, o teh dogodkih, ki so se dogajali na 50. dan po Veliki noči, torej kar to tudi mi danes po vesoljni cerkvi obhajamo. To so tiste prve bingošti v Jeruzalemu, ko je bilo vse na nogah. Ti ljudje, ki so prišli na praznik z vseh koncev sredozemskega obalnega področja, od Rima pa tja do Perzije, do Egipta, Grčije, do Mezopotamije in drugih krajev, torej so doživeli čudež. Vsi ti ljudje, ki so govorili vsaj svoje narečje, če ne tudi svoj jezik, so po čudežu razumeli apostole, ki so jim spregovorili. Zlasti apostol Peter se je prvi oglasil, kaj se danes dogaja. In so vsi slišali, vsak v svojem jeziku. To so prva božja znamenja. In še mnogo drugih znamen je bilo ob teh bingoštih, da so apostoli res doživeli ta šok, ki jim je bil obljubljen, dejansko, da so ga sploh lahko sprejeli in bili kolikor toliko pripravljeni. Kajti sedaj bodo zreli apostoli, odrasli kristjani, ki bodo z vso korajžo, z vso odločnostjo šli po vsem svetu, kakor jim je Jezus tudi prej naročil. Pojdite po vsem svetu in oznanjujte evangelij vsemu stvarstvu. No in to so gotovo apostoli malo z negotovostjo sprejeli, ker so bili še vedno malo v dvomih, pa v negotovostih. Kajti tiste velikonočni dogodki, tista Jezusova prikazovanja, ki so bili deležni, so jih zelo vznemirila. In niso bili pomirjeni. In zato so sedaj res na bingoštni dan potrebovali nekega božjega dela, še enega povrhu, da bodo vse te stvari pravilno doumeli, globoko razumeli in tudi potem ponesli v Gospodovo oznanilo po vsem svetu. No, to je bilo prvo berilo, sporočilo, kakšne so bile te prve bingošti. Nenadoma je nastal šum, torej je bilo, ko sem že omenil, več takih dogodkov kot vihar, potem jeziki in vsi druge določene stvari, ki so jih doživeli ti ljudje med seboj. No, drugo berilo pa nam govori Pavel apostol, ki ga piše Galačanom.
živite v duhu, pravi, prosim, nikar ne strezite več samo mesenosti, posvetnosti, po želenju mesa. Kajti meso si želi, kar je zoper duha, duh pa, kar je zoper meso. Ja, vidite, imamo mi težave na tem svetu. To harmonijo med duhom in mesom. Med posvetnostjo, to, kar vidimo v horizontali, in to, kar je vzgoraj, ko dvignemo pogled, da bi doumevali tudi duhovni svet, ki ga premalo doživljamo, premalo čutimo, ker je pač duhoven. Je razumljivo, saj Gospod je gotovo z nami v teh stvareh potrpežljiv in zna tudi nas prijeti takšne, kakršne smo. No in potem je tudi povedal, kakšni so sadovi mesa. Sovraštvo, prepirljivost, ljubosumnost, nevošljivost, žrtje in še kar je takega. Glede tega vas naprej opominjam in sem vas že opominjal, da je treba to obladovati in se podvreči duhu Božjemu, ki v vas prebiva. No in potem našteje apostol Pavel tudi duha, sadove duha ljubezni. To je pa veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrota. Vidite, kako nas te besede pobožajo. Kako potrebujemo tega. In to je res dar duha. In za te darove, za take darove moramo kar večkrat prositi, ker jih zelo pogrešamo, jih nam zelo manjka, zelo so koristni zlasti v naših razmerah, ko smo sedaj tako nataknjeni, ko tako gledamo, kdaj se bo kdo kaj spotaknil, kdo bo kdaj kaj narobe rekel, kdo bo kdaj kaj narobe mislil ali kaj podobnega, ali mu pa tudi, če tega ne počne, mu pa to s kakšno drugo pretvezo pa že očitajo in ga obsojajo in mu celo grozijo smrtjo. Zato moramo današnji praznik res dobro izkoristiti, da nas današnji praznik prebudi, obudi, da bi bilo več teh darov Svetega Duha, da bi bila res med nami ljubezen. No in danes imamo priložnost. Priložnost, da se sprejmemo teh nekaj ur, ki bomo preživeli tukaj, na tem dvorišču sredi Ljubljane, ki je tako in tako, ki imajo čudne proteste v petkih, da mi tej Ljubljani vendar damo vedeti sebi in drugemu, da se da tudi lepo živeti, da se da sprejemati drugega, da se da odpuščati, da se da torej obvladovati samega sebe in da smo malo bolj potrpežljivi. No, to bomo tudi skušali danes popoldne, po tej maši posebej skušali doživeti. No, še dve besedi, Evangeliju, ki smo ga slišali, ki je dosti kratek za današnji veliki praznik, ko pravi Jezus, ko pride to lažnik, ki ga vam bo poslal Oče, Duh resnice, ki izhaja od Očeta, vas bo spomnil in učil vsega, kar se vam povedal. Vidite, ta Božji Duh je v nas, da nas stalno prebuja, da nas stalno opominja, da ne zaspimo, da ne zadremljamo in da ne omagujemo, predvsem pa najhujše, da ne obupujemo. In veste, da so tudi ljudje med nami, kot sagajo nad seboj, nad tem svetom.
ki včasih vidijo samo negativno, se je res veliko negativnega, zlasti ko poslušamo te vsedanja poročila v teh medijih naših, je veliko negativnega, ampak vendar je Bog z nami in nad nami in pošilja tega duha, da bi videli tudi mal prave resnice in samega sebe v pravi luči in da bi tudi z drugim znali potrpeti. Tako naj nam res to srečanje na tako velik praznik, na Bingošti, ki naj nam res ostane v lepem spominu, prebudi, da smo res med seboj prijatelji, da smo bratje in sestre, da smo Slovenci, da smo pravi ljudje po Božji podobi, ki smo bili krščeni, ki smo bili birmani in ki znamo tudi kaj moliti in premišljati, kar je Božjega. Sedaj pa izpovejmo vero. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edino rojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga. Rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno. Je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes in se je vtelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatem je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu in ne bo konca. In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz Očeta in Sina, ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in v eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev priznavam enkrat odpuščanje grehov in pričakujem stejenja mrtvih in življenja v prihodnem veku. Amen. Če posedite, prinašajte darove. Če si pa upate kakšno pesem zapeti, bo pa tudi vesel. Skupno pismijo nam ne vyšlo, ne? Ali pa spet kliče na zvenčani maj. Ne bo šlo, ne? Bomo pa kar molili z mano temi darovi, ki jih sedaj prinašamo. Vse to, kar smo s seboj prinesli, vse naše želje, prošnje, našo revščino in tudi našo komensko faro in vse druge župnije, ki so tudi zastopniki tukaj, da bi bili vedno med seboj prijatelji. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli ta kruh. Tebi ga prinašamo sad zemlje in dela človeških rok, naj nam postane kruh življenja. Bogu čast in hvala vekomaj. Po skrivnosti te vode in vina naj postanemo deležni Božje narave Kristusa, ki je postal deležen naše človeške narave. Hvaljen Bog, Gospod vesolja, po tvoji dobroti smo prejeli to vino. Tebi ga prinašamo, sad trte in dela človeških rok, naj nam postane duhovna pijača. Bogu čast in hvala vekomaj. Gospod Bog, sprejmi nas ponižne in skesane in naj ti ugaja danes naša daritev. Izmi, Gospod, mojo krivdo in očisti me grehov. Sestre in bratje, molimo, da Bog vsemogočni Oče sprejme to našo skupno daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz tvojih rok,
hvala in čast svojemu imenu, blago tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Dobri Oče, prosimo te, izpolni obljubo svojega Sina. Sveti Duh naj nas razsvetljuje, da bomo bolje razumeli skrivnosti evharistične daritve in vedno globlje spoznavali vso resnico po Kristusu, našem Gospodu. Gospod z vami, višku srca, zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da se ti vedno in povsod zahvaljujemo. Gospod, sveti Oče, vsemogočni večni Bog, danes si dovršil velikonočno skrivnost odrešenja. Danes si poslal svetega Duha vsem, ki si jih po veri pridružil svojemu ustalemu Sinu in jih sprejel za posinovljene otroke. Tvoj sveti Duh je ob začetku cerkve dal vsem narodom spoznati tebe, pravega Boga, in zedinil različne jezike v izpovedovanju ene vere. Zato se velikonočne veselju raduje ves svet, pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico tvoje slave in mi z njimi kričemo: Svet, svet, svet si ti, Gospod Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hosana na višavah. Sloven, ki prihaja v imenu Gospodovem, hosana na višavah. Resnično si svet Gospod naš Bog, vir vse svetosti, zato te zbranje ob spominu na bingošni dan, ko se je sveti Duh prikazal apostolom v ognjenih jezikih, prosimo, posveti po njem te svete darove, da postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost vere, tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas sveti Duh po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Stanislavom, ki stanuje tle čez cesto.
in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših dragih rajnih. Zdaj se ne pa vsak spomni tiste, ki jih je imel rad, ki je z njimi bil povezan, ki se jih večkrat spominja. Res se jih danes posebej spomnimo pri tej sveti maši tukaj na tem vrtu. In vseh ljudi, ki so umrli v tvoje milosti, in jim daj, da bodo ugledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, z njenim ženinom, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Zdaj pa skupaj molimo, kako nas je naučil naš Gospod. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vperi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika, Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, pošiljaš nam Svetega Duha, ki svetu prinaša ljubezen, veselje in mir. Ne glej na naše grehe, ne glej na naše razprtije, ampak na vero svoje cerkve, utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir, bodi vedno z vami. Jagne Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagne Božje, ki odjemlješ grehe sveta, usmili se nas. Jagne Božje, ki odjemlješ grehe sveta, podari nam mir. Glejte, jagne Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Blagor nam, ker smo povabljeni na Gospodovo gostijo. Tisti, ki ne greste k Kailu, pa ga Jezusa sedaj duhovno s svojimi besedami povabite v svoje srce, v svoje življenje, vaš duhovni in čustveni svet.
duša Kristusova posveti me, telo Kristusovo zveličaj me, kri Kristusova napoji me, vode iz strani Kristusove operi me, trpljenje Kristusovo utrdi me, o dobri Jezus usliši me, v svoje rane sprejmi me, od tebe se ločiti ne pusti me, pred hudi sovražnikom brani me, o buri moji smrti pokliči me, in k tebi pridi pusti me, da bom s tvojimi svetniki hvalil te na vekov veke. Amen. Jezus, tebi živim, Jezus, tebi umrjem, Jezus, tvoj sem živ in mrtev. Amen. O Gospa moja, o Mati moja, tebi se vsega darujem in da si ti vdanega skažem, ti danes posvetim. Svoje oči, svoje ušesa, svoje usta, svoje srce, sebe popolnoma vsega. Jaz sem torej tvoj, o dobra Mati, varuj me in brani me, kako svojo last in posest. Amen. Apostoli so bili napolnjeni Svetim Duhom, oznanjali so velika Božja dela. Aleluja. Molimo, Bog naš Oče, svoje cerkvi si podelil nebeške darove, varuj v nas milost, ki si jo dal, da bo moč Svetega Duha v nas vedno delovala in ta duhovna hrana uresničevala tvoje odrešenje po Kristusu našem Gospodu. Amen. Zdaj bomo molili še poseben vremenski blagoslov, za vsako prošnjo odgovorite amen. Peto, moško. Gospod z vami, Bog vsemogočni Oče naj vas blagoslovi in vam podari lepo vreme, odvrne naj od vas neurje, točo in vsako nesrečo. Amen. Blagoslovi naj polja, vrtove, travnike, gozdove, vinograde in sadovnjake, ter vam podari obilne sadove zemlje. Amen. Spremlja naj vaše delo, da se boste hvaležno veselili sadov Božje dobrote in svojega truda. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Pojdite v miru, aleluja, aleluja. Bogu hvala, aleluja, aleluja. Sete se. Tako Bogu hvala za Tomašo, da smo jo mogli imeti skupaj
na ta veliki praznik. Mislim, da se nas je Sveti Duh dotaknil in naj bo res z nami in da bo nas spodbujal za vse dobro in plemenito, ker moramo delati dobro, vse povsod, prijaznostjo, dobroto srca, pomagati, kjer je treba in tako, da bo lepše na svetu. Zato so bingoši. Gospod Lap, jaz bi se sam zelo rad zahvalil pri vas za ta blagoslov, ki ste nam ga danes dali za sprejem. Ali ste prišli iz Prekmurja? Ne, iz Mengša drugače, ampak Nekaj pravi, ker sem slišal, da je odmev, da so tele stvari zdarovi iz Prekmurja. to pa ne bi videl. A ste to vi? Ne, nisem jaz to. A ja, to je pa drugo. To je pač smo organizirali društvo. Aha, Ampak vseeno bi se vam rad zahvalil za ta lep blagoslov danes, pa za povabilo tudi. no, lepo, da smo bili skupaj. Pa sveta maša je bila tudi enkratna, moram reči. Ja. Hvala lepa. Ja, ponovno smo dali sveto mašo skozi in to zdaj že 13. leto. Tako da smo kar zadovoljni, da je to tradicionalno, da se še dobivamo. Je pa zelo zanimivo imeti na prostem mašo in še v kontakt je bolj pristen, tako da tudi ta korona nas je še malo bolj združila in upam, da bo še naprej ta tradicija, da se dobimo enkrat na let pri proštu ali na vrtu ali v stolnici.